Letos bo občina nadaljevala realizacijo vseh 18 projektov za boljše mesto, ki ne bodo zgolj vizualno vplivali na mestno veduto, ampak bodo Maribor postavili na zemljevid turističnih destinacij. Vsi projekti pa grejo v realizacijo, to so projekti v proračunu predvideni in tukaj to v bistvu je že v realizaciji, dokumentacija vse se že pripravlja, tako da to so projekti, ki se bodo realizirali. Pomembno je poudariti, da so projekti enakomerno porazdeljeni na levi in desni breg Maribora, saj občina želi enakovreden razvoj celotnega mesta. Eden takšnih projektov je zagotovo trajnostna mobilnost, s katerim občina spodbuja kolesarski promet in iz mestnega jedra umika motorni promet. V glavnem želimo vse mestne četrti in krajevne skupnosti na območju mesta povezati v en celovito kolesarsko mrežje, da bo potem tudi kolesarjev prehajanje preko ene infrastrukture na drugo jasno znano, da bodo tudi pravila jasno določena in da bo poskrbljeno tudi iz tega vidika za varnost kolesarjev. Pomemben projekt oživljanja najstarejšega dela mesta bo tudi revitalizacija Vojašniškega trga. Gre za ureditev površine Vojašniškega trga, ki vidite, da je neurejena. Potem gre za ureditev tele hiše Vojašniška 3, ki bi naj bil funkcionalni objekt za minoritsko cerkev in za zunanji auditorij. Tu bi naj bile sanitarije, naj bi bila recepcija, naj bi bile določene garderobe in pa bife za te namene. Potem obnova kulturno-zgodovinskega objekta Sodni stolp, ki je spodaj, ki bomo lahko pogledali. In pa tam naprej Vojašniška 14, to pa je propadajoči objekt, kjer bi naj bil tale vinogradniški muzej. Letos želi občina poskrbeti tudi za zeleno oazo v središču mesta, katerega zgodovina sega v 19. stoletje. V mestnem parku naj bi letos prenovili osrednjo promenado z nekaj infrastrukturnimi spremembami, ki bodo usmerjene predvsem v lažjo organizacijo kulturnih dogodkov. Poskrbljeno pa bo tudi za boljši dostop in mobilnost invalidov. Promenada v osnovi ne bo izgledala drugače kot zdaj, obnovljena bo na način utrjenih površin kot so sedaj. Ker imamo dva dela promenade, novi in stari del, avtor novega dela promenade še je živeč, tako da bomo upoštevali tudi njegove smernice pri sami obnovi. Obnovila se bo zgolj, prilagodila se bo potrebam današnjega časa, komunalne infrastrukture in tako dalje. Še največ sprememb bo v mesto letos prinesla obnova nabrežja reke Drave. To zadeva prenovo kompletno, od Studenške brvi pa vse do vodnega stolpa. V bistvu je razdeljeno v dve fazi. Ena faza je, kjer ohranjamo promet, to je faza od Studenške brvi do Sodnega stolpa, se pravi do garažne hiše. In druga faza pa je od Sodnega stolpa do vodnega stolpa, ta pa pride v bistvu lesen podest, v bistvu kot neke vrste marina. Tak je bil ta nagrajen projekt izbran na natečaju. Celotna vrednost je približno 9,4 milijone. Od tega se porazdeli 80% na evropska sredstva, 20% moramo dati lastnih sredstev. Trajalo pa bi približno malo več kot leto pa pol. Nabrežje reke Drave oziroma Lend bo tako v večjem delu namenjen zgolj sprehajalcem. Za motorni promet bo zaprt. Tudi mestna četrt Studenci bo letos razbremenjena zgoščenega prometa, saj občina v letu 2018 načrtuje tudi podaljšek ceste proletarskih brigad, ki je v planu že debelo desetletje. V tem koridoru od tukaj čez te površine, kjer ni trenutno cest, gre pa tukaj zdaj na eni strani meji za Pekrsko gorco, na drugi strani za tem naseljem, ki je tukaj na Studencih in pride na državno cesto v smeri proti Limbušu, tam v bližini tiste poslovne cone Marles. Gre za državno cesto, torej podaljšek proletarskih brigad od tega krožišča oziroma skupaj z krožiščem proti Limbušu, torej tam na povezavo na Limbuško cesto. Občina samo sofinancira. To, da je vmes toliko časa, to je normalno. Se gre za velik projekt, v tem času treba pridobiti tudi zemljišča, pripraviti vso dokumentacijo, pa seveda zagotoviti sredstva v proračunu, ker če se sporazum podpiše, pa v proračunu niso planirana sredstva, se dela ne morejo začeti.
Ostali projekti občine za boljše mesto so še celovita obnova Ljudskega vrta, energetska sanacija objektov na Engelsovi ulici, novi prostori za Mariborsko knjižnico, moderen rolkarski park, oder na Dravi, ureditev severnega in južnega dela industrijske cone Tezno ter podvoza Ledina, sanacija Malečniškega mostu, cestno-železniški podvoz na Ljubljanski ulici, gradnja manjkajočega kanalizacijskega omrežja, ureditev Lackove ceste, prenova osrednjega bazena v Pristanu in priprava na leto generala Rudolfa Maistra, saj letos obeležujemo 100. obletnico obrambe severne slovenske meje. To leto pa bo Maribor tudi evropsko mesto športa. Gre za projekte v skupni vrednosti 70 milijonov evrov, od tega bo občina primaknila 32 milijonov, nekaj več kot 12 milijonov bo prispevala država, 25 milijonov evrov pa bo evropskih sredstev. Mariborska občina bo zato najela 11,6 milijonov evrov kredita.